Ni res, da ni bunkerja. Moj prijatelj Išta Uršič ima zadeve v bunkerju. Pol veste več od mene. Ja, informacije vam dajem, Ja. če smem. Izvolite, ja. Druga informacija. Televizija vrti stvari, ki so pod avtorskimi pogodbami in jih objavlja pod zakonom o dokumentaciji. Vi veste, da je cel kup sodnih sporov v zvezi s tem. To so kršijo se temeljna pravila predpisov, to se pravi, po domač povedano, disciplinira se tako imenovana pravna država na zelo pomembnem področju, kjer ljudje svojega dela avtorskega lahko preživijo. Mislim, da so to temeljne stvari, ki jih je treba urediti. To ni ne prejšnja oblast, ki je držala roke v žep na, bi rekel, na množičnih grobiščih, niti ta ni uspela to urediti. In bi prosil, da malo pogledate v vaše bunkerje, pa mogoče kaj odvrtite iz teh bunkerjev. Ampak meni trenutno se zdi najbolj problematično, da niti eden, ponavljam, niti en medij in niti en novinar ni nič napisal o tem, da je bila januarja leta 2006 sprejeta zavezujoča resolucija Sveta Evrope, ki zavezuje vse svoje članice, da na najvišji ravni sprejmejo ustrezen dokument, s katerim opredelijo svoj odnos do totalitarnih sistemov, nacizma, fašizma in še zlasti s poudarkom na komunizmu. Jaz sem Vitomir Gros. Kako je to mogoče, da so zdaj pa kamere kar zginile, ko je ljudstvo hodilo kaj vprašati? Tukaj je ena, kar naprej, kar dajmo. Ne, mislim, glavna kamera je šla in očitno je šla v bunker, ne vem. Tukaj je glavna kamera, kar. Jaz bi vam pa sam en stavek prebral. Gospod Gros, če samo pohitite, ker časa ni veliko ljudi. Ja, jaz sem komaj začel, pa sem vprašal sem vas nekaj, pa ste me že hoteli prekiniti. Jaz sem sicer navajen, zato ker sem skozi v bunkerju že 17 let, pa prej 45 let. Zato sem že malo star pa ponošen. No, pa vam bom prebral tisto, kar je bilo v Financah objavljeno. Očitno le ne gre vse v bunker. In sicer je podnaslov tam, ko se obravnava Miča Mrkajiča, in sicer piše takole. Novinarske hijene je podnaslov. Najbolj sramotno vlogo, celo bolj kot kulturniki, ki so se izkazali zgolj z bestialno popadljivostjo, s katero so branili svoje mesto pri koritu, napolnjenim z našim denarjem, pa so odigrali mediji. In še tako naprej, pol na koncu pa napisam takole, da bo drug prišel hitro na vrsto. Zaključek. Novinarji s častnimi izjemami ste največja in najbolj nestrpna sodrga te družbe. To je napisal Rado Pezdir, tle piše. In zdaj seveda se je treba vprašati, zakaj pride do takih člankov. Moje ime je Blas Gaga, sem novinar Večera in moje prejšnje tukaj sosedne, ki so prej nastopali, bi rad sem spomnil, da ne govorimo o 70-ih letih, ne govorimo o 80-ih letih, ampak govorimo o letu 2007. Če pa refraziram Spomenko Hribar, je rekla, da se v to deželo znova vrača čas strahu. In očitno je novinarje strah. Osebno priznam, tudi mene je strah. Vsak dan, ko grem v službo, vsak dan, ko se spomnim za neko temo, da bi jo napisal, v bistvu mi je vedno strah, kakšna bo reakcija urednikov. Velikokrat ni lepa, velikokrat so pogovori zelo napeti, vroči, grožnje so redno prisotne že leta in leta. Dobar dan, lep pozdrav. Ne glede na to, da sta vam gospoda Grozd pa Malenšek poskušala uničiti razpravo, bom se resno vklopil v to, ker se mi zdi, da je vseeno pomembna tema, o kateri danes govorite. Torej, če pogledam na to sliko, ki je bila na samem začetku prikazana tudi v obliki nekega grafa, potem moram tudi jaz reči, da je to še pregrozna slika. Še pregrozna slika. Imamo najprej en splet nekih gospodarskih povezav. Tem gospodarskim povezavam sledijo politične povezave, sledijo politični pritiski in potem se tisto, kar je bilo kasneje našteto, od raznih zamenjav in vsega, kar se. Jaz se torej s to sliko v nekem smislu strinjam. Ta slika je grozna, ampak je tam že 20 let. Tam je že 20 let. Ta slika ni od
2 let nazaj. Torej je slika tranzicije, povem, da je to slika tranzicije, ki se transformira, se spreminja. Če pogledamo zadnje dogodke, s prevzemom dela se bo spet spremenila, ampak je slika, ki je tu daljši dalj časa. Torej, ta slika povzroča probleme in ko jih povzroča, se seveda res vprašam, kaj pa teh razprav v taki obliki in s to ustreljeno tudi s takim apelom, kot je gospod Kaga zdaj dal, da treba pisati v Sloveniji, ni bilo že prej večkrat. Tam si tudi predsednik bivše države Milan Kučar, tudi on bi se ne lahko to vključil, ker ta slika je tu že dolgo. Zdaj pa enih par konkretnih stvari. Na vse zadnje je tu bil en velik napis, 3. alineja, razmere na delo. Tu sta tudi 2 cenjena kolega, gospod Stojanov, kolega Veso, moram reči kolega Veso, ker je seveda kolega, in kolega Petar. Moram sicer reči, da kaj tako strašnega nista povedala, to, da me to kljub vsemu spodbuja z enim upanjem, da razmere niso tako slabe. Ker jaz sem kljub vsemu nekako po osnovi novinar, potem šele urednik in zdaj na koncu predsednik uprave. In kot tak, torej, sem občutljiv za to, kako se piše, kaj morajo novinarji delati, kaj morajo uredniki delati in kaj se na medijih dogaja. Torej, jaz sem občutljiv na to. In to ni fraza. Zdaj pa, kdor me poznam, mogoče, mislim, da bo to verjel, kdor bo tudi skeptičen do tega, ampak do tega mi je vse eno. Ker na vse zadnje imamo razpravo. Torej, prvi problem, ki ga je odprl Petar. Torej, nekako je povedal, da eden od problemov na delo je negotov odnos relacija med podjetjem, lahko rečemo, in aktivom. Je bil zelo korekten, ker je na koncu povedal, da v bistvu ne zna opisati, v čem je problem. To je zelo korektno, ker to je res problem. Torej, ker seveda uprava ni naredila nič, kar ne bi bilo v skladu z zakonom. Gospod Slivnik, problem je v tem, da uprava dela ni vzpostavila nobenih mehanizmov na mesto aktiva novinarja. Lahko dokončam, potem boste me poprekili. Lahko malo bolj v mikrofon govorite, prosim. Torej, uprava je napravila samo to, kar je v zakonu o medijih. V zakonu o medijih, to pa morate vsi ali pogledate ali pa priznati, nikjer ni aktiva novinarjev, pojma aktiv novinarjev ni. Torej, mi smo napravili to, kar je v zakonu in smo rekli, dialog, gospod Grosta, boste se malo pomirili. Torej, partner v tem dialogu je uredništvo. Ima pa Peter res problem, ker če bomo mi zamenjali v kratkem odgovornega urednika, kar pa se lahko vedno zgodi, Torej, komu bomo mi dali mnenje? Od koga bomo mi zahtevali mnenje? To moram pa Peter različati. Bomo to zahtevali od uredništva, od zastopstva uredništva, pa karkoli že to je. Potem bomo seveda imeli dolgo razpravo o tem, kaj to je, in čisto možno je, tudi kot je on rekel, da bom jaz to odnesel to pobudo na uredniški kolegi. Potem bojo tam imeli nekaj časa dela, da bojo ugotovili, kam bojo to poslali. Ampak to ni več moj problem. Kljub vsemu bo uprava poskušala nekako to mnenje sprejeti. Lahko sklenete, da še drugi. Ja, ok. No, sem mislil še par stvari povedati o teh prefinjenih metodah. No, se zadnje tista alineja za mene kompliment. Najbolj dovršen sistem, kako piše, obladovanje, pa nitko. Torej, delo je podjetje, delo se ukvarja z stroški, meni je žal, tu se pridružujem Vesotu, za nekatere novinarje, ki so šli. Ni jim bilo treba iti, nišče jih ni silo, šli so sami iz nekih, ne vem kakšnih razlogov. Šli so sami iz domnevnih političnih razlogov. Sami so si to ločili v kjer. Pardon, to ni smešno, to je žalostno. Torej, pa ne gospod Škerl pove za tale šok. Vsi smo mu rekli, da ne gre. Prepričujete sam sebe? Ne. Imam svobodo govora. Se opravičujem, hvala. Mislim, bilo je zanimivo z vami. Rada bi rekla, da